dober večer. Torej, tako kot je Maja napovedala, pomladanska utrujenost. V bistvu ena taka tegoba, ko je ne bi pričakovali, pa nas vendarle velikokrat ujame. Ko gledamo naravo, čas prebujanja, daljših dni, vse zeleni, vedno več svetlobe, novih začetkov in mi bi po dolgem zimskem spanju pričakovali, da bomo zacveteli s pomladjo, pa se sesujemo. Velikokrat se zgodi, da se pri ljudeh zgodi ravno nasprotno, pa se pojavi utrujenost, pa zaspanost, pa zmanjkuje koncentracija in motivacije. In to je tisto, kar mi v bistvu v ljudskem jeziku rečemo pomladanska utrujenost. Pomladanska utrujenost ni bolezen, ki bi jo poznala uradna medicina, ampak je v bistvu skupek odziv našega telesa na sezonske spremembe. Naše telo, vemo, vedno potrebuje nekaj časa, da se na določene spremembe prilagodi. Tako se mora prilagoditi tudi daljšim dnevom, višjim temperaturam, nenazadnje spremembam v spanju, ki se v spomladanskem času zgodijo, gibanju, prehrani. In pri nekaterih ljudeh, predvsem tistih, ki so v dobri kondiciji, to poteka hitreje, pri nekaterih počasneje, zavisi pa seveda od tega, kaj smo pripravljeni sami za to narediti. V bistvu spomladanska utrujenost se lahko dotakne kogarkoli, lahko so občutljivi ljudje vseh starosti, obeh spolov, vendar pa se pogosteje pojavlja pri tistih, ki se težje prilagajajo, oziroma pri tistih, ki so že v zimskem času oziroma pred pomladjo bolj obremenjeni. Najprej so tule na tapeti ljudje z neurejenim spalnim ritmom. Namreč, če nekdo hodi spat zelo pozno, se to tekom dneva slej ko prej začne poznati. Ko gremo spat prepozno, v bistvu ne dovolimo nočnim hormonom, z življenjskim slogom ne dovolimo nočnim hormonom, da se v vsej polnosti prebudijo, in posledično je tudi spanje manj kakovostno, kar se nenazadnje pozna potem preko dneva. Telo se težje prilagodi daljšim dnevom in tudi več svetlobe, ki jih ti daljši dnevi prinašajo. Vedno se pomladanska utrujenost bolj dotakne tistih ljudi, ki so telesno manj aktivni. Namreč, ljudje, ko se premalo gibamo, ko pride pomlad, potem kar naenkrat potrebujemo več energije. Sonce, svetloba, toplota nas dvigne, nas povabi, začnemo gibati, celo prehitro se prekomerno zaženemo, in ker telo ni pripravljeno, se potem to hitro kot en bumerang pokaže v povečani utrujenosti. Ljudje, ki so pod kroničnim stresom, so prav tako bolj dojemljivi za pomladansko utrujenost. Stres namreč zelo močno obremenjuje celoten sistem, še posebej živčni sistem, in pri takšnih ljudeh, ki so zelo obremenjeni, se spomladanska utrujenost lahko kaže tudi kot razdražljivost, slabša koncentracija ali pa občutek, da jim pojenja moč. Starejši ljudje so tudi tisti, kateri morajo biti v bistvu previdni oziroma delati več preventive. Namreč z leti postaja prilagajanje telesa počasnejše. Posledično je tudi prilagajanje na pomlad počasnejše. Druga stvar, zakaj so starejši ljudje toliko bolj obremenjeni s pomladansko utrujenostjo, je pa ta, da jih ima večina tudi neke kronične bolezni. Tudi te kronične bolezni so tiste, ki upočasnijo prilagajanje, jemanje zdravil, raznolikih, ki vemo, da jih kronične bolezni prinesejo zraven, prav tako lahko vpliva na samo raven energije. Potem so tukaj še imunsko oslabeli oziroma kronično bolni ljudje, še posebej tisti, ki jih je zima oslabila v smislu, da so preboleli več zimskih okužb, ali pa taki, ki imajo sicer oslabljen imunski sistem, zopet pomladni prehod občutijo močneje, in nenazadnje ljudje z manj uravnoteženo prehrano. Torej takrat, ko je veliko poudarka na eni vrsti prehrane, da je prehrana pozimi prekomerno enolična, z manj svežega sadja, zelenjave in seveda kakovostnih hranil, se potem spomladi hitreje pokaže v obliki pomanjkanja energije. In nenazadnje so potem tule še ženske v obdobju hormonalnih sprememb, bolj občutljive
zaradi tega, ker so nihanja, hormonalna nihanja v ženskem telesu bolj intenzivna kot pri moških, zato se to lahko tudi sezonsko bolj pokaže. Razlogi, zakaj sploh pride do spomladanske utrujenosti, pa so običajno povezani s tem, da se telo po zimskem obdobju prilagaja na nov ritem. Omenjala sem že povečevanje svetlobe oziroma daljšanje dneva in nenazadnje zelo pogosto se en taki velik udar spomladanske utrujenosti pokaže pri premikanju ure. To je res en tak dokaj grob poseg v naš biološki ritem. Že s tem, pač dnevi se daljšajo postopoma, ne? Ni danes dan dolg 13 ur, naslednji dan pa že samo 9. To se dogaja postopoma in načeloma naše telo temu še uspe slediti, ko pa prihaja potem do prestavljanja ure in da se dejansko naše celotno življenje, celoten dnevni ritem mora zamakniti, pa potem zelo vpliva tudi na našo notranjo biološko uro in zato lahko v tem prehodnem obdobju tudi občutimo tegobe, ki jih poimenujemo spomladanska utrujenost. Potem so tukaj hormonalne spremembe. Po zimi je namreč bistveno manj svetlobe. Ne samo, da nam narava daje manj svetlobe, tudi mi imamo bistveno manj svetlobe, še posebej ljudje, ki so veliki večini noter, ali zaradi dela ali zaradi zdravstvenega stanja, torej da se ne izpostavljajo dnevni svetlobi. Posledično naše telo tvori več melatonina, to je hormon spanja. In ko se spomladi ta količina svetlobe začne povečevati, to vpliva tudi na naše notranje ravnovesje hormonov, ravnovesje se spreminja in zopet telo potrebuje nekaj časa, da se na to prilagodi, da ujame ta nov ritem. Potem so tukaj višje temperature, o tem smo že govorili, ko smo se pogovarjali o zdravju žilja. Naše telo je zelo občutljivo na temperaturo in dejansko zazna spremembo takrat, ko se v okolici temperatura spremeni za pol stopinje. Mi pa vidimo, kako pomlad imamo letos, ne? Gremo iz -5 na 25, pa zopet na 5 in naše telo se temu prilagaja. Takrat, ko je bolj toplo, se žile razširijo, takrat, ko je bolj hladno, se žile skrčijo. To je čist naraven fiziološki proces, ki varuje naše telo, ki varuje naše zdravje in ko se to dogaja prehitro, preintenzivno, telo porabi enormno količino energije za to, da se uspe temu prilagajati. Ko pa porablja energijo za te hitre in intenzivne prilagoditve, jo pa zmanjka drugje. Torej, razlogi za večjo občutljivost za spomladansko utrujenost so tudi manj gibanja po zimi, iz kakršnihkoli razlogov, ali nas zebe, ali nas je strah padcev, ali samo nimamo, ne vem, karikiram, primerne obutve. Fino je, da tudi čez zimo gibamo, da lovimo sončne žarke, torej tisto dnevno, ne umetno svetlobo, ker umetna svetloba pač nam ne daje tega, kar nam da narava, in da lovimo tudi gibanje v naravi, enostavno zaradi tega, da ohranjamo formo, da ohranjamo kondicijo. S tem namreč si delamo zelo dobro podlago, da bomo spomladi bolj živahni in bolj poskočni. Razloge za nastajanje spomladanske utrujenosti je tudi enolična zimska prehrana, ki je pri mnogih ljudeh po zimi težja, bolj mastna, težje prebavljiva, predvsem pa ni toliko svežega ne sadja, ne zelenjave, posledično se to pozna na količini vnosa kakovostnih hranilnih snovi, vitaminov, mineralov, nenazadnje tudi vlaknin, ki so nujno potrebne za to, da ohranjamo naše črevesje. Zaradi tega, ker smo po zimi več noter oziroma se manj izpostavljamo soncu in sončnim žarkom, lahko prihaja tudi do pomanjkanja vitamina D. Vitamin D poznamo kot vitamin sonca. To ni edini razlog za utrujenost, če manjka vitamina D, zagotovo pa lahko zelo veliko prispeva k slabšemu počutju. In nenazadnje so tukaj obremenitve. Torej, prekomerne obremenitve zahtevajo tudi več energije. Prvi znaki pomladanske utrujenosti se ponavadi ne pojavijo prvi dan toplega vremena, ampak takrat, ko sledi v naravi več zaporednih toplih dni. Namreč telo
rabi tudi en čas, da odreagira in zaradi tega je potem pride do nekega tega zamika pojava spomladanske utrujenosti. Pomlad, tako kot sem že rekla, prinaša hormonske premike. Dala sem tukaj za nalašč sliko gospoda in ne samo gospe, ker tudi gospodje so podvrženi hormonskim spremembam in tudi njih ujame spomladanska utrujenost. Pomlad prinaša višanje temperatur, prinaša tudi več gibanja, nenazadnje prinaša naš zagon, ko zunaj vse zeleni, nas prav vleče, nas prav vabi v naravo in po dolgem zimskem spanju, bolj smo pozimi počivali, bolj zagreto se zaženemo v pomlad in potem nas to za enim ovinkom pričaka spomladanska utrujenost, namreč več gibanja, prinaša tudi spremembo presnove. Sprememba presnove potrebuje več energije in v bistvu ta krog, zakaj prihaja do utrujenosti, je sklenjen. Tako kot večinokrat je bistveno lažje preprečevati kot odpravljati. Zato je pomembno, da na spomladansko utrujenost na nek način mislimo celo leto. Ker celo leto lahko in moramo opravljati preventivne ukrepe, da do tega ne pride. Čeprav je mogoče tako na prvo žogo bi rekli, da je v začetku maja že malo pozno govoriti o spomladanski utrujenosti, ker je večino ljudi že zajela, ampak naslednje leto spet pride pomlad, tako da zdaj je ravno pravi čas, da začnemo s preventivo, da bomo naslednje pomlad v boljši koži. Kaj bi torej morali početi pozimi oziroma čez celo leto, zato da bi lahko naslednje leto to spomladansko utrujenost brisali iz naših koledarjev? V prvi vrsti je to gibanje. Primerno gibanje, ki ga naše telo ima rado in ki ga zmore. Nekdo, ki ima obrabljena kolena, zagotovo ne bo šel v visokogorje, bo izbral neko drugo obliko gibanja. Pomembno pa je, če se le da, dajmo gibati v naravi. S tem lovimo sončne žarke, seveda ne se izpostavljati sončnim žarkom v tem času, ko je sonce najvišje, torej med 11. in 3. uro popoldne, ker ni v bistvu zdravo za našo kožo, ampak še vedno v ostalih delih dneva lahko lovimo sončne žarke, ki bodo pomagali tudi pri tem, da se bo uravnaval naš hormonalni sistem, pomagali bodo sončni žarki pri tem, da bo naše telo lahko absorbiralo D-vitamin in na ta način si v bistvu delamo podlago za naše dobro počutje. Urejanje spalnega ritma. Veliko ljudi srečam, ki pogrnejo ravno pri spanju, pri kakovosti spanja in pri neprimernem času odhoda v posteljo. In mi nimamo gumbov, naše telo nima enega gumbka, ko rečemo, do danes sem bil pa nereden pri spanju, od jutri dalje bo pa popolnoma drugače. Tukaj gre za tek na dolge proge in v bistvu gre za spreminjanje navade in je pomembno, da res privoščimo našemu telesu počitek. Da odhajamo spat, če se le da, brez ekranov, ker ekrani, modra svetloba, ki jih ekrani prinašajo, nas zbuja. Da odhajamo spat, če se le da, ob približno istem času, ker s tem dajemo telesu en občutek varnosti in dajemo mu rutino. Telo potem se nauči, kdaj se začne umirjati, in ko smo mi umirjeni, tudi lažje zaspimo, hitreje zaspimo, bolj kakovosten spanec je in posledično seveda naše telo se v tem času lahko res sprosti, regenerira in naslednji dan se zbudimo bolj spočiti. Raznolika prehrana, čim bolj raznovrstna in po barvah in po oblikah in po okusih, ker nenazadnje s tem prinašamo široko paleto vitaminov, mineralov, tudi vlaknin, ki so izjemno pomembne. Če ne gre samo s prehrano, ima seveda Kalivita veliko široko paleto različnih vitaminov in mineralov, s katerimi si lahko pomagamo. In zagotovo ne smemo pozabiti na hidracijo. Generalno ljudje zelo slabo pijemo, kar pomeni, da v bistvu telesa ne umivamo od znotraj
in niti ne dajemo možnosti, da bi se snovi, ki so topne v vodi, lahko vnašale v naše telo oziroma da bi se spirale iz našega telesa. In tule si delamo veliko škodo, ker mi lahko uživamo zelo kakovostno, najboljšo možno hrano, najboljše možne vitamine, če ne dodajamo vode, je absorpcija bistveno slabša. Izogibanje pregreham, predvsem pozimi, večkrat posežemo, ker je itak zima na nek način polna zabav in nazdravljanja in sladkarij, večkrat podležemo pregreham v obliki sladkorja in alkohola. Vse to so stvari, ki v našem telesu puščajo dolgoročne posledice, predvsem v smislu izgube energije. Izguba energije za nepotrebne stvari, ker naše telo porabi zelo sladkor in alkohol, zelo obremenita naše telo in dolgoročno je smiselno se temu seveda izogibati, zato da ne izgubljamo energije za nepotrebne snovi. Obvladovanje stresa je eno tistih temeljnih stvari. Stresu se ne da izogniti, da bi rekli, evo, stres obrišem iz življenja, ga več ni, bom živel brez stresa. Če bi se dalo, bi bilo to kar čudežna tabletka, ampak tega žal ni. Je pa pomembno, da se naučimo stres obvladovati. Delali smo že dihalne vaje, ki so zelo, zelo dobre in res primerne za vsak trenutek in za vsako osebo, da se lahko s tem obvladuje stres, ali telovadba, ali branje knjige, ali pogovori, karkoli vam ustreza, zato da se stresni momenti naredijo čim manj škodljivi za naše življenje. In nenazadnje dopolnila, ki naj dopolnijo vse to, kar nam ne uspe na ostalih točkicah doseči. In kaj lahko naredimo zdaj, ko je pomlad že v polnem razmahu? Še vedno imamo čas, da se izpostavljamo soncu, ampak zopet postopoma. Ne do danes nič, od jutri naprej pa 4 ure na dan. Malo po malo, vedno bolj, tudi prilagajamo oblačila glede na temperaturo okolja. Če je zunaj zelo hladno in mi gremo premalo oblečeni ven, delamo telesu stres. Nam se to zdi, prej me je zeblo, zdaj sem se pogrel, pa je to hitro, ampak telo ima več opravka s tem, kot samo naše celice čutnice, zato je pomembno, da pač lovimo svež zrak, vsak dan 20 minut, pol urce na svežem zraku, lahko je preprost sprehod. Znanstveniki pravijo, da je menda sprehod najboljše gibanje. Če se le da nekaj minut tudi v tišini, da uspemo tudi urediti misli, da uspemo urediti razpoloženje, da ujamemo nekaj energije. In tako kot sem že rekla, najbolje, da gremo ven v dopoldanskem ali pa v popoldanskem času in ne takrat, ko je v bistvu najbolj vroče. Zopet gibanje dodajamo postopoma, da se zaženemo na hitro, ker to zopet pač prinaša en dodatni izziv, da poskrbimo za spanje, za prehrano, hidracijo in tudi ne pretiravamo z obveznostmi. Tule vas je kar nekaj takih, ki lahko tukaj dvignete roko pri tej točki in obljubite, da boste to spremenili in predvsem seveda poskrbimo za sproščanje. Vem, da sem vam 4-krat ponovila, pa še 5-ič vam bom to litanijo dala čez, zato ker želim, da si zapomnite. Ker je to stvar, ki jo boste trenirali celo leto do naslednje pomladi, zato da boste naslednjo pomlad še bolj fit. Naše telo lahko poleg vsega ostalega podpremo z vitamini, minerali, antioksidanti. To so v bistvu 3 večje skupine hranilnih snovi, ki jih naše telo vsakodnevno potrebuje. Tule je ChatGPT naredil eno lepo slikico, kaj nam v bistvu to prinaša v telo. In vitamini, in minerali, in antioksidanti delujejo sinergistično. To pomeni, da drug drugemu pomagajo, da se lažje absorbirajo in nenazadnje pomagajo, da lahko v bistvu z manjšimi odmerki dosežemo večje učinke. Zato je tudi smiselno, da se vitamini, minerali, antioksidanti uživajo v obliki kombinacij. Kombinacije, ki jih ima Kalivita pripravljene, so
primerne, niso kar nekaj na pamet skupaj z metano, ampak so primerne, premišljene, zakaj določenega minerala toliko, zakaj določenega minerala več ali pa manj, ker so to zakonitosti našega telesa, zakonitosti absorpcije. Je pa pomembno, da vemo, da vitamini, minerali, antioksidanti pomagajo našemu telesu, da lažje živi. Podprejo normalno energijsko presnovo, podprejo živčni sistem, pomagajo imunskemu sistemu, da lahko normalno deluje in s tem ščiti naše zdravje, ščitijo celice pred oksidativnim stresom, niso pa to čarobne tabletke in neka instant energija. Zdaj sem utrujen, pa eno pest vitaminov, mineralov, antioksidantov, pa bom ko Popaj, ki poje piksno špinače. Ni instant. In ne nadomesti ne spanja, ne gibanja, ne prehrane, ne hidracije, je pa lahko zelo dober dodatek za to, da je naše telo podprto. In najboljši učinek imajo dodatki takrat, ko so del celostnega pristopa in ne samo kot neka čarobna palčka. Nekaj sem jih izpostavila. Najprej so tukaj vitamini skupine B. Tule sem vam dala na sliko samo ta dva preparata, ki imata samo B-kompleks. V Kalivitinem asortimanu so tudi multivitamini, ki vsebujejo celoten B-kompleks, ampak pomembno je to, ker vitamini skupine B sodelujejo pri pretvorbi hrane v energijo. Torej, kos mesa postane v našem telesu energija, B-vitamini pri tem pomagajo. Posebej pogosto se v zvezi s tem omenjajo B6, B12, folna kislina oziroma po starem imenovanju B9, ki so povezani tudi z delovanjem živčnega sistema, s psihološkimi funkcijami in nenazadnje z zmanjševanjem utrujenosti. V Kaliviti tudi poznamo B12 kot Pure Energy in je tudi obravnavan v povezavi z zmanjševanjem utrujenosti oziroma izčrpanosti. Potem je tukaj C-vitamin. O C-vitaminu smo na spomladanskem lanskem spomladanskem treningu proizvodov poslušali predavanje, zato ne bom obnavljala, ampak C-vitamin poznamo kot zelo dober antioksidant, C-vitamin poznamo tudi kot vitamin, ki podpira delovanje možganov. Zopet Kalivita ponuja od tabletirane oblike do tekoče oblike in pomaga pri tem, da naš imunski sistem deluje. Potem ga najbolj poznamo, ko si malo prehlajen, ti hitro svetujejo malo C-vitamina, pomaga pa tudi k normalni energetski presnovi, torej zopet, da hrana v našem telesu postane energija in tudi pri zmanjševanju utrujenosti. Deluje kot antioksidant, torej zaščiti celice, naše celice pred poškodbami, ki nastanejo zaradi oksidativnega stresa. C-vitamin je v vodi topen, tako kot tudi B-kompleks, v vodi topni vitamini, kar pomeni, da naše telo ne dela zaloge, zato je pomembno, da ga uživamo redno in sproti. Ne gre en teden zelo, zelo velike odmerke, potem pa en mesec nič. Ker takrat, ko mi uživamo prekomerno, to telo spusti skozi, enostavno zato, ker ga ne potrebuje in ker ga tudi ne zna shranjevati. Takrat, ko ga pa ni, smo pa v pomanjkanju in je v bistvu naše telo še dodatno zaradi tega pod stresom. Vitamin D, ga zelo poznamo, predvsem v zimskem času, zelo aktualen, ker smo manj na soncu. Vemo namreč, da je naše telo sposobno proizvajati D-vitamin ob podpori naravne svetlobe. Kadar pa naravne svetlobe ni, potem tudi naše telo te funkcije ne opravi zadovoljivo, zaradi tega nam primanjkuje D-vitamina. Za razliko od B-kompleksa in C-vitamina je D-vitamin topen v maščobah in je potrebna večja previdnost pri uživanju, sicer per os, torej vitamini, ki jih uživamo skozi usta, jih je težko predozirati, enostavno, ker imamo črevesno bariero, ki je na nek način naša varovalka, pa vendarle ne gre kar tako vitamina dodajati na pamet, je pomembno, da se ga preverja in se ga v bistvu dodaja toliko, kolikor ga naše telo potrebuje. Zopet D-vitamin ne deluje kot neko instant poživilo, ima pa zelo veliko vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema,
pri delovanju hormonalnega sistema, tudi sam nastopa kot hormon v našem telesu, in pri delovanju mišic. Magnezij in železo sta dva zelo pomembna minerala, ki jih tudi povezujemo s samo utrujenostjo. Za magnezij vemo in ga tudi zelo pogosto priporočamo v primeru mišičnih krčev. Malo manj znano pa je, da magnezij vpliva tudi na delovanje živčnega sistema in energijsko presnovo. In pri spomladanski utrujenosti pride v poštev, se ga priporoča predvsem ljudem, ki poleg utrujenosti čutijo tudi neko nelagodje, zategnjenost, napetost mišic, nenazadnje tudi krče, razdražljivost, slabše spanje ali pa slabšo odpornost na stres. Za magnezij je znano, da zelo dobro pomaga, torej pri fiziološkem delovanju mišic in živčnega sistema in posledično tudi zmanjšuje utrujenost. Železo pa je zelo pomembno za tvorbo rdečih krvničk, torej eritrocitov. Tisti, ki ste že bili na pregledu žive kapljice krvi in ki ste imeli pomanjkanje železa, veste, da se je to na sliki zelo lepo videlo. Namreč, kadar železa ni, se ne tvori hemoglobin, ki je odgovoren za vezavo in prenos kisika po telesu. Če je kisika premalo, potem prihaja do utrujenosti, tudi bledice, slabše telesne zmogljivosti, hitreje se zadihamo ob naporu, in zato je pomembno, da poskrbimo tudi za dobro raven železa v našem telesu. Pri antioksidantih sem prilepila več slikic, enostavno zaradi tega, ker imamo zelo širok nabor, narava nam ponuja zelo širok nabor antioksidantov, mednje spada tudi C-vitamin, E-vitamin, selen, cink, pa resveratrol in med najbolj znanimi koencim. To so snovi, ki poleg vseh ostalih funkcij, ki jih opravljajo v našem telesu, pomagajo zaščititi naše celice pred oksidativnim stresom. Torej, oksidativni stres je v bistvu to, da nastajajo prosti radikali in ti prosti radikali poškodujejo naše celice. Kadar mi gledamo kri pod mikroskopom, se to zelo lepo in slikovito vidi. Enake ali pa še večje in bolj dolgotrajne poškodbe pa se zgodijo tudi na celicah drugih tkiv v našem telesu. Ampak če tega ne vidimo, če tega ne iščemo, tudi ne moremo videti, je pa pomembno, da se zavedamo, da te poškodbe so in je fajn, da naredimo vse, kar je v naši moči, da to tudi preprečimo. Namreč, kadar so celice poškodovane, ne opravljajo svoje funkcije v vsej polnosti, kar se potem pozna v naši slabši odzivnosti, utrujenosti, nenazadnje tudi v slabšem spanju, hitreje se opehamo pri večjih obremenitvah in pri hitrem življenjskem ritmu s tem tudi obremenimo naše celice. Nič nisem govorila o odmerkih in tule sem tudi prilepila eno tako slikico s tehtnico, zaradi tega, ker je pomembno, da našemu telesu ponudimo to, kar v danem trenutku potrebuje. Ne kar nekaj na pamet, ne v količini, ne v raznolikosti, ampak da damo telesu to, kar potrebuje, glede na leta, glede na napore, ki jih preživlja, nenazadnje glede na celoten življenjski slog. In zaradi tega je pomembno, da k temu pristopamo s polno odgovornostjo. Ne samo zato, ker pač sosed jemlje 5 stvari, bom pa jaz jih 6, ampak vzamemo stvari res zato, ker jih naše telo potrebuje. Samo na ta način bomo lahko v bistvu telesu pomagali in ponudili to, kar v resnici potrebuje in posledično mu tudi omogočili, da bo naše telo v dobri formi že letos in tudi pripravljeno za naslednje leto. Spodaj sem vam prilepila tudi link do naročanja, če rabite preveriti. Načeloma, ko spoznavamo in spoznamo svoje telo,
dejansko znamo prebrati, kaj nam primanjkuje. Če pa rabite pomoč pri tem, pa ste vedno dobrodošli in na vitamine, in na pregled vitaminov, in na pregled žive kapljice krvi. Lahko pa preprosto tudi pokličete na svetovalno linijo in se bom zelo potrudila, da bom odgovorila na vsa vaša vprašanja. Takle, zdaj pa veselo v pomlad, ampak ne prehitro.